Ja, ne vem, nimam pojma, ne pogovarjava se. A, je tako? Ja. O, živo! Glej, glej! To je rubrika Babenberg. Babenberg! In kak je bi? Mi dve se pogovarjava o najnih joškah. O najnem oprsju. Pardon, o najnem oprsju. Koliko zna biti to včas naporno? Med menstruacijo te lahko tudi boli Ko tečeš, dojke skačejo. in večinoma jih je smiselno zapakirati v modrc. Ampak kakšen? Sej to. Veliko najstnikov skrbi, kako in kdaj se bo začelo razvijati njihovo telo. Pri puncah je ponavadi prvi znak, da si v puberteti to, da ti začnejo rast dojke. Če začnejo najprej rast prijateljicam ali celo mlajši sestri, lahko misliš, da je s tabo nekaj narobe. Po drugi strani pa lahko, če jih dobiš prva, to negativno vpliva na tvojo samopodobo. Vse to je popolnoma normalno. Razvoj dojk se pri vsaki osebi razlikuje in napreduje različno hitro. Čist normalno je, da ti lahko prsa začnejo rast vse med 8 in 13 letom. Pri nekaterih pa celo kasneje. In čisto normalno je tudi, da ena dojka raste hitreje kot druga, sčasoma bi se morala razlika izravnati, nikoli pa ne bodo čiste enake. Moje niso. Moje tudi ne. O, lepa. Ej, a obstaja določena starost, ko potrebuješ modrc? Ne. Zato, ker vsaka dojka in vsaka lastnica dojke se drugače razvija. Večinoma prvo podporo rabiš pri telovadbi, ker te lubice skačejo. Sploh če tečeš. Zato je dobro, da začneš s športnim modrcem. V osnovi gre za crop top, ki je bolj natančno oblikovan okoli oprsja. In na začetku ne rabiš nič kompliciranega, nobenih žic, košaric, debelih šivov, umetnih tkanin. Rabiš nekaj udobnega, da se na celo zadevo navadiš. Sčasoma pa lahko začneš nositi tudi modrc s košaricami. Kako pa izmeriš velikost modrca? Potrebuješ šiviljski meter. Začneš tako, da meter postaviš tik pod prsi. Številka, ki jo dobiš, je tvoj obseg. Tako, potem meter postaviš čez najširši del prsi in tako dobiš podatek za ustrezno številko oziroma črka košarice. Številke modrcev so recimo 70A, 80B. Svoje mere primerjaj s tabelo, ki jo lahko najdeš na netu. Obstajajo tudi kalkulatorji, v katere samo vneseš svoje podatke. Je pa tako, da ima vsaka znamka perila svojo velikost in svojo tabelo. Zato so te mere bolj orientacijske narave. Pomembno je, sploh ko prvič iščeš ustrezen modrc, da sprobaš čim več različnih znamk in velikosti. Tako boš ugotovila, kaj ti najbolj ustreza in kaj te najmanj stiska. Naj te ne bo sram za pomoč prositi tudi prodajalke na oddelku za perilo. Kaj so najpogostejše napake pri kupovanju modrca? Da kupiš modrc, ki ti je res lep, čeprav ti ni prav. Da kupaš premehkega in te pol vse tišči? Da kupiš sintetičnega, v katerem ful švicaš. Dobro je tudi, da se zmeraš pred vsakim nakupom. Naše dojke se spreminjajo. Celo življenje, ne samo v puberteti. Lahko pa tudi rečeš, ej, jaz ne bom nosila modrca. Moje bojo prosta reja. Ja, tudi s tem ni nič narobe. Opora je sicer priporočena pri dojkah večjega obsega in kar nujna pri športnih dejavnostih.